Ob vstopu v pravljično vas Leše se ves svet spremeni v veliko pravljico. Na vsakem koraku srečamo hudomušne in navihane škrate. Zelo imamo radi otroke in jih zato tudi večkrat radi pozabavamo in jim izmaknemo kakšno stvar. V gozdu živijo tudi dobre koroške žavžene. Pojavijo se, ko jih ljudje potrebujemo, saj rade pomagajo. Ne marajo prepirov, ker pa je v pravljični vasi toliko veselja in vsi obožujemo pravljice, se rade družijo z ljudmi. Najljubše so mi žene, poznam še pegaste konje, pa čarovnice. Koroška je zibelka pravljic. Mladi in stari Lešani z njimi živijo že od nekdaj. Brali so mi stari starši, zelo rad sem bral sam pravljice in seveda še zdaj zelo rad berem. Da je še kar lepa mladost, ko smo se uživeli v take pravljice, a ne? V pravljičnem svetu je vse mogoče. Tako lahko lesene lešnike, ki so tukaj plačilno sredstvo, zamenjam za vilinske palačinke. Pravijo, da imajo menda prave čarobne moči. Hvala. Pa že dobre so. Kaj bi rad imel? Kakšno čarovniško moč? Da bi lahko vzletel v zrak. Da bi bila nevidna. Da bi lahko čarala. Ne bi bil močen. Za en dan v letu so pravljična bitja prišla iz svojih čarobnih svetov, kmalu se bodo spet skrila. A nevidna bodo le očem. Tisti, ki verjamemo vanje, lahko sporočila pravljičnih bitij vedno najdemo v srcu, mislih ali knjigah.